Prehajamo na tretjo točko. Potrditev novelacije investicijskega programa Energetska sanacija javne stavbe Glasbena šola Kamnik. Novelacija investicijskega programa je objavljena v gradivu številka 5 izredno, predlagatelj župan, poročevalci pa Janez Krumpak, Boris Ravbar, Katja Kunstelj, Katarina Vegel, Pepca Podgoršek. Besedo ima Janez Krumpak, izvolite. Ja, še enkrat pozdravljeni. Kaj ne rečem, podobna zgodba kot prej, objekte isto pa se pravi, gremo od novelacijo investicijskega programa. Osnovni investicijski program je bil izdelan junija 2024, novelacija investicijskega programa je bila izdelana v prejšnjem mesecu. Gre se za objekt Energetska sanacija javne stavbe Glasbena šola Kamnik. Prav tako je predvidena prijava projekta na nepovratna sredstva na javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje 2023 do 2027. Gre se pravi za Glasbeno šolo Kamnik, kjer je pa lastništvo deljeno. 88,3% je v lastništvu občine Kamnik, 11,7% pa v lasti Republike Slovenije, sicer Zavoda Republike za zaposlovanje. Glede na lastništvo, mislim, da pa ima tudi več uporabnikov, se pravi Glasbena šola Kamnik, Oša, Toma Brejca in pa Zavod Republike za zaposlovanje. Sama stavba je letnik 1962, se pravi stara 63 let, ima 4 etaže in pa podstrešje. Neto uporabne površine je slabih 1350 kvadratov, sama stavba pa je dotrajana, energetsko neučinkovita, se pravi, da ima slabo izolacijo, neučinkovite sisteme, dotrajano pohištvo in streho. Ogrevanje obstoječe daljinsko in pa na elektriko. Prezračevanje je predvsem naravno, kot to pomeni odpiranje oken, deloma lokalne klimatske naprave. Razsvetljava je večinoma zastarela, se pravi še te stare fluorescenčne pa halogenske klasične žarence. Stavba prav tako ne ustreza kriterijem PURES-a, se pravi pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2022. Predvideni ukrepi za sanacijo pa so toplotna izolacija fasade in podstrešja, se pravi strehe, zamenjava stavbnega pohištva, to so okna in vrata, vgradnja sodobnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo, zamenjava razsvetljave z LED tehnologijo, vgradnja termostatskih ventilov, namestitev sončne elektrarne za samooskrbo in pa sama investicija zajema tudi rušitev garaž pa ureditev okolice. Skupna vrednost investicije znaša 1.223.467 evrov in 8 centov, se pravi to z davkom na dodano vrednost po tekočih cenah. Upravičeni stroški znašajo 882.102 evra in 70 centov. Od tega je možno, oziroma predvideno je, da se bo pridobil nepovratnih sredstev 432.230 evrov in 32 centov, kar znese približno 48% od upravičenih stroškov. Viri financiranja so pa še, se pravi, nekaj podal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se pravi 78.462,24 evra, ostala sredstva so pa predvidena, da bo plačala občina Kamnik s proračuna, to pa znese 712.774 evrov in pa 52 centov. Projekt je prav tako že v izvajanju, zaključene bi se pa zgodaj spomladi, se pravi predvideno je februar 2026 zaključek fizičnega izvajanja. Preden odprem razpravo, mogoče samo še sprememba od tistega, kar je bilo že potrjeno do danes. Prav tako je bilo treba glede na pogojne razpise, se pravi oba investicijska programa sta bila delana, se pravi junija 2024. Se je bilo dosti blizu, neke predpostavke so bile, kaj se bo, ampak glede na pogoje razpisne je bilo treba tukaj rekuperacijo noter dati, tako da je prišlo do nekih tudi sprememb na projektu. Hvala in zdaj bomo dobili vrhunski objekt, torej Glasbena šola bo po dolgih letih pač dejansko zaživela, potem ko smo odkupili prostore od ZZZS-ja tam v objektu zraven, ko smo zdaj s hodnikom povezali oba dva objekta, bo zdaj končno Glasbena šola imela dovolj prostora, bo imela zgledne prostore, zgledno urejene, energetsko učinkovite in pa predvsem tudi uporabne in varne, in verjamem, da to investicijo pripeljamo do konca. Odpiram razpravo svetniške skupine. Besedo ima dr. Rok Novak. Hvala za besedo, bom še jaz se oglasil v imenu LSU-ja. Zdaj, preden pridem do bistva same točke, bi samo rad opozoril, da mi, kakor so tudi predhodniki že opozarjali,
redne seje nismo imeli že 112 dni, smo imeli 2 dopisni seji, pa to imamo zdaj izredno, ne. Na teh 2 dopisnih sejah smo odločali o večmilijonskih projektih in čeprav 26. člen poslovnika ne, določa, da dopisne seje se sklicujejo samo za manj zahtevna vprašanja, ki zahtevajo takojšnjo odločitev. Ne. Zdaj mi smo opozorili, da 2 milijona vreden projekt ni manj zahtevno vprašanje, ne, da to se odloča na rednih sejah, na to nismo dobili odgovora. Zdaj še ena stvar pa je, da danes ne odločamo o teh točkah, ampak nimamo pa potrjevanja zapisnikov, ne junijske redne seje, ne obeh dopisnih sej. Se pravi, še nismo formalno potrdili teh obsežnih financiranj, danes se pa spet pogovarjamo o novih milijonov. Ne. Po 89. členu poslovnika pa imamo seveda pravico tudi do ustnih vprašanj na vsaki seji, ne. Se pravi, 2 iz opozicije, 1 iz koalicije, ne, ampak že takrat na začetku je bilo rečeno, da koalicije ni, ne, ampak zdaj nekako te priložnosti že nekaj časa nismo imeli, ne, ker nismo imeli redne seje. Ne. Zdaj po 25. členu poslovnika pa se izredna seja skliče le za nujne zadeve, ne, kadar ni pogojev za redno sejo. Danes pa ne govorimo o nujnosti, ne, čeprav se vsi nekako tudi naša skupina podpira samo, ko bi rekel, ne, investicijo v smislu, da se te zadeve naredijo tako, kakor je treba. Ampak se gre predvsem zaradi posledic zamude pri pripravi dokumentacije. Ne. Se pravi, se ne spoštuje duha tega poslovnika in zmanjšuje pomen občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja v občini. Zato danes sodelujemo na seji pri prvih 2 točkah dnevnega reda, ki sta neposredno vezani na razpis za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb, katerega rok je za prijavo je 13. oktober 2025. Po 25. členu poslovnika občinskega sveta je izredna seja namenjena nujnim zadevam, zato ocenjujemo, da s to točko nujne zadeve zaključujemo. Hvala. Hvala, preden dam naprej besedo. Zdaj, nujno je sprejeti dokumente, da se prijavimo na razpis. To je nujno in pač ni bilo časa, da bi jih sprejeli po rednem postopku. Zdaj, glede odločanja na dopisni seji se je pa odločali o prijavi na razpis. O investiciji boste odločali, če bomo uspešni oziroma v proračunu za naslednji 2 leti in tisti 2 obravnavi, torej pomembnih dokumentov, razvojnih dokumentov, proračunov boste gotov sprejeti po rednih postopkih za obravnavo na vseh svetih, na svetu 2-krat in pa tudi seveda na vseh odborih. Na dopisni seji pa se je odločalo o prijavi na razpis s projektom, ki je bil bolj kot ne vsem znan, poznan in katerega smo vsi, kakor sem jaz vaše razprave nekako povzel, doumel, vsi želeli. Danes je pa nujno, ker 13.10. je rok in drugač ne gre. Svetnice, svetniki, besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo ponovno. Noč se prej nisem imela namena oglasiti, se pa zdaj ga imam. Spoštovani župan, za začetek, niti z besedo pri obeh objektih ni omenjeno, da bi bilo karkoli narobe s statiko. Odgovornost 25. člen gradbenega zakona opredeljuje bistvene in druge zahteve za gradbeni objekt. In ključni v našem primeru sta točki. Prva, za vse 3 zgradbe, kjer ni preverjena statika. Drugič, za glasbeno šolo, ki nima požarnega stopnišča. In tukaj bi poudarila določila resolucije, ki so v 5.12.2023, številka 122 uradni list Republike Slovenije, resolucija o krepitvi potresne varnosti do leta 2050. Prehitimo potres. Če kogarkoli zanima, imam gradivo sabo, če ga ne pozna. Stanje stavbnega fonda, 2. odstavek. V Republiki Sloveniji so s potresnega vidika najbolj problematični objekti, ki so bili zgrajeni na podlagi standardov veljavnih do leta 1964, ko je bil v Republiki Sloveniji vpeljan prvi predpis za vzpostavitev potresno odporne gradnje. Od takrat je znanje stroke na področju potresnega inženirstva in seizmologije močno napredovalo. Leta 1981 je bil izdan nov predpis, ki je vključeval nekatere elemente sodobnih standardov za potresno odporno projektiranje objektov. Vsi 3 objekti
so bili zgrajeni pred letom 1981. Glasbena šola in knjižnica sta zgrajeni v 60-ih, ko je bil potres zelo postranska zadeva. Ukrepi za krepitev potresne odpornosti, drugi in tretji odstavek. Nadaljni izvedbeni deli resolucije bodo predvideli tudi prednostne utrditve stavb. Med merili prednostne utrditve stavb je treba upoštevati tudi pomembnost objekta za delovanje družbe, možnost začasne namestitve velikega števila oseb in oskrbo ljudi takoj po potresu. Pri večstanovanjskih stavbah je smiselno prednostno reševati najbolj ogrožene stavbe z velikim številom stanovalcev, saj je v njih ob močnejših potresih pričakovati tudi največ človeških žrtev. Prednostno se bodo utrjevale tudi stavbe kulturne dediščine, ki imajo status kulturnega spomenika ali so varovane po mednarodnem pravu. Projektiranje in izvedba potresne utrditve stavb se bosta izvajala na podlagi veljavnih predpisov in standardov. Projekt potresne utrditve bo predvidoma potekal od preliminarne grobe analize konstrukcije in identifikacije delov konstrukcije, ki jih je treba potresno utrditi, pridobitve podatkov o geometriji, detajlih in materialih, analize obstoječe konstrukcije in kontrole mejnih stanj, glede na kategorijo stavbe, predlogov načinov utrditve, izdelave ustrezne projektne dokumentacije za izbrani način utrditve, do revizije projekta potresne utrditve, izvedbe in nadzora izvedbe izbranega načina utrditve v skladu z izvedbeno dokumentacijo. To je vse v resoluciji. Vse tri zgradbe so pomembne za delovanje družbe, torej prednostne. Tretji odstavek govori o poti, ki naj jo ubere investitor, če želi narediti zgradbo varno. Odgovornost je tukaj tudi verjetno gradbenega odbora. Kazen za investitorja gre seveda za prekršek in nekaznivo dejanje, ki ne upošteva določil tega člena, je opredeljeno v gradbenem zakonu v členu 111.3, višina kazni pa je opredeljena v členu 112.1. Tudi to imam tukaj na razpolago, če koga zanima. Gradbeni zakon sicer opredeljuje tudi odgovornost projektanta, a če je projektna naloga za izdelavo dokumentacije, ki jo izdela občina, ni zahtevala preverbe statične varnosti stavb, bo odgovorna občina Kamnik. Projekt ni predvidel nobenih posegov, ki bi zagotovili boljšo protipotresno varnost obeh zgradb. Obnova poteka in, kot je napovedal Matevž Bergant, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, član Slovenskega društva za potresno inženirstvo, in sem vas na to že 20.11.2024 opozorila svetniškimi vprašanji pred začetkom sanacije. Ugotovljeno je bilo, da je zgradba knjižnice neustrezna in energetska sanacija se bo očitno spremenila v novo gradnjo, s katero se sedaj celo hvalite po Kamniku, ne da bi navedli vzroke za to spremembo. Po drugi strani, energetska sanacija glasbene šole teče nemoteno, več kot očitno je, da se ne predvideva kakšna posebna okrepitev konstrukcije objekta. Na spornost vas je ponovno opozoril Matevž Bergant 18.4.2025 s svojim kratkim prispevkom v občinskem glasilu Kamničanka. Opozorilo kot vsa do sedaj očitno kakega posebnega učinka ni imelo. Zgradba kamniške glasbene šole je bila zgrajena kmalu po gradnji stare šole Frana Albrehta, ki so jo podrli, ko je bila ugotovljena njena dotrajanost in popolna potresna neodpornost. To pomeni, da tudi glasbena šola, ki je bila zgrajena s takrat veljavnimi, a danes povsem zastarelimi standardi, ne dosega sodobnih zahtev za gradnjo potresnih območij, kar Kamnik je. Lastnik zgradbe bi se moral pred objavo razpisa zavedati, da so vse tri zgradbe stare in da se predpisi o potresno varni gradnji spreminjajo in zaostrujejo. Predvsem glasbena šola je skoraj toliko stara kot pokojna zgradba osnovne šole Frana Albrehta, tudi še stoječi deli knjižnice pa le nekaj let mlajši. Ob večji obnovi, kot je predvidena, bi se zato morala oba objekta, pa tudi vrtec, pregledati in ugotoviti njihovo geometrijo, kvaliteto betona in opeke, količino jeklene armature v nosilnih elementih, ter na podlagi teh podatkov izdelati analize odpornosti objektov na potres. To ni bilo narejeno, zato niso bili predvideni ukrepi za statično okrepitev stavb. Opisani redosled se upošteva povsod po državi in praktično vse javne stavbe se v okviru energetske sanacije tudi statično utrjujejo. Prosim za konkretno pojasnilo, zakaj se v Kamniku dogajajo stvari kot se. V primeru močnejšega potresa bodo ogrožena življenja otrok in uslužbencev.
In še je čas, da se z ustreznimi ukrepi to prepreči. In kot sem rekla, tukaj imam obe svoji svetniški vprašanji, zato ne morete reči, da tega niste vedeli. Hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo naprej, bi poudaril, da gre za energetsko sanacijo, ne statično sanacijo. Mi smo projekt prijavili na energetsko sanacijo, zato da bomo prihranili pri ogrevanju, pri energentih. Ko bodo na voljo sredstva za statično sanacijo, verjamem, da se bomo prijavili in bomo tudi stavbe statično sanirali, če bo jo dokazano pač nevarne. Dejstvo je, da smo naredili neki študij in statično nevarna je bila po teh študijah Frambehta, smo jo podarili, naredili novo. Zdaj za te objekte nihče ni nekih resnih študij naredil, da so nevarni. Zaenkrat delamo energetsko sanacijo in pa menjamo energente, kar bo pripomoglo k energetski učinkovitosti, boljšim pogojem, boljšim kot so kadarkoli v teh stavbah bili. Ne gre za dodatno obremenitev, ne gre za dodatno statično obremenitev, ampak samo za energetsko sanacijo stavb. Kar se tiče knjižnice, je pa dejstvo, da ko smo objekt odprli, tisti, ki je bil zgrajen kasnejš kot tisti, ki je ostal, se je pokazalo, da pač v tistih platah, pač po domač povedano, ni bilo niti enega železne armature. In so se sesedle in je bilo pač potrebno podreti in zdaj zgraditi na novo in bo v teh okvirih, kot smo jih zastavili, se bo naredila novogradnja, žal pa knjižnice ne bomo mogli zdaj na energetsko sanacijo prijaviti za sofinanciranje. V tem delu ne, ki je bila podrta. Skratka, tukaj pri glasbeni šoli, kot sem povedal, gre za energetsko sanacijo, gre za to, da smo pripravili dokumente in tudi izvajamo sanacijo, da bo pripomogla k energetski učinkovitosti in verjamem, da bomo s tem ukrepom naredili objekt boljši, kot je kadarkoli bil, varnejši in pa tudi na nek način energetsko učinkovitejši. Replika, gospa Alenka Jušnik. Vse niste bili omenjeni. Še kdo odpiram razpravo? V redu, še kdo. A zdaj lahko povem? Hvala za besedo, spoštovani župan. Na vse te zadeve, vi zdaj nam razlagate, da je knjižnica novogradnja bila prijavljena kot energetska sanacija. Tudi to je vprašanje, kaj bo zdaj s temi sredstvi, jih bo treba vračati ali karkoli. S tem se boste ukvarjali vi. Natanko ta vprašanja so bila zastavljena v svetniških vprašanjih. Na to se niste odzvali ne vi, izvajali so se samo pritiski. No, na papeža, jaz sem mogla Pogačarju in kaj je bilo rezultat? Gospa Alenka, tema je obnova knjižnice in pa Ja, energetska zakaj pa sanacija potem knjižnice. knjižnice ni več? Ne knjižnice, glasbene šole, se pravi. Ja, pri glasbeni šoli bo podobna zgodba. Zdaj govorimo o glasbeni šoli. Jaz samo tukaj rečem, da tega tudi slučajno ne podprem, ker ne želim biti odgovorna, da se kaj podre. In vi boste enako zgradbo. To vam razlaga gradbeni inženir. To vam ne razlagam jaz. A razumete? Tudi vi niste gradbeni inženir. Z glavo skozi zid ne bo se podaril zid, glava se bo razbila, ampak če boste pa vi na neustrezno stavbo postavljali fotovoltaiko in ne vem kaj še vse, se bo pa samo podaril. Jaz te odgovornosti ne prevzemam, vi jo pa kar dajte. Hvala. Hvala, še kdo? Ne, potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi novelacijo investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe glasbena šola Kamnik in pa občinski svet občine Kamnik pooblašča župana, da potrdi morebitno revidirano oziroma dopolnjeno končno verzijo novelacije investicijskega programa energetska sanacija javne stavbe glasbena šola Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, proti 5. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. In upam, da čim več sredstev počrpamo. Hvala za pripravo dokumentov in da bodo uspešne prijave.